Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor, kolegice in kolegi. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2020 je potreben zaradi posledic, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. Rebalans proračuna za leto 2020 pomeni uskladitev prihodkov in odhodkov z dejanskim stanjem. Končni rezultat rebalansa je primanjkljaj, ki znaša nekaj več kot 4 milijarde evrov in je posledica nižjih prihodkov od načrtovanih in so posledica epidemije COVID-19 in višjih odhodkov, ki so posledica prav tako epidemije COVID-19. Epidemija COVID-19 ni prizadela samo Slovenijo, ampak tudi druge države Evropske unije, Evrope, Azije, Amerike in temu posledično je bilo v svetu razglasena pandemija. Prihodki bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov, odhodki pa 13,4 milijarde evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za letošnje leto znaša tako 4,2 milijarde evrov. Padec prihodkov in zvišanje odhodkov glede na sprejeti proračun sta posledica zaustavitve gospodarstva v času epidemije COVID-19 in sprejetih ukrepov za zaščito prebivalstva ter gospodarstva. Vlada v času krize ni pozabila na državljanke in državljane ter podjetja. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna je bil pripravljen v negotovih razmerah in po nenadni ter zelo hitri zaustavitvi gospodarstva, ki je sledila razglasitvi epidemije. To je povzročilo velik ekonomski šok. Po zadnji napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj se bo bruto domači proizvod letos znižal za nekaj več kot 7%. V času epidemije je tako prišlo do izrazitega upada proračunskih prihodkov, hkrati pa do rasti izdatkov zaradi sprejetih ukrepov vlade za omilitev posledice krize in ohranitev gospodarske aktivnosti. Prihodki v rebalansu bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov in so v primerjavi s sprejetim proračunom 2020 nižji za 14,7 oziroma za 1,6 milijarde evrov. To odraža predvsem nižjo potrošnjo, nižjo stopnjo zaposlenosti in slabše poslovne rezultate podjetij. Večji odhodki proračuna so posledica ukrepov, ki jih je morala sprejeti vlada v boju proti virusu COVID-19. Ukrepi, ki so bili sprejeti s ciljem zaustavitve in širjenja COVID-19, zaščiti slovenskega gospodarstva in delovnih mest ter pomoč podjetjem, ki jim upada poslovanje. Z epidemijo COVID-19 se je dejansko čez noč zaustavilo življenje in gospodarstvo v Republiki Slovenije in s tem posledično so se znižali glavni prihodki proračuna. To so trošarina, davek na dodano vrednost, dohodnina in davek od dobička pravnih oseb. Vlada je sprejela 4 pakete tako imenovanih protikorona ukrepov. Protikorona ukrep 1, 2, 3, 4. Večina teh ukrepov se je pripravila za ljudi. Denar se je dal tistemu, ki ga je najbolj potreboval, torej ljudem. Za razliko od prejšnjih kriz se tokrat ni reševalo finančnih inštitucij. Rebalans proračuna za leto 2020 je verjetno v zgodovini države Slovenije do sedaj najbolj socialno naravnan in usmerjen proračun. Ukrepi PKP1 do PKP4 so bili za zaščito državljanov in gospodarstva ter blažitev negativnih posledic epidemije in za zaščito najbolj ranljivih skupin. Navedel bom nekaj ukrepov, ki jih je vlada sprejela v vseh 4 protikorona paketih. Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo. Povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene. Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa. Odlog ali obročno plačilo davkov za največ 24 mesecev. Zadrževanje davčnih izvršb. Oprostitev plačila akontacije davka na dohodek pravnih oseb. Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih. Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za SP 700 evrov. 328.780 upokojencev z nizkimi pokojninami je prejelo enkratni solidarnostni dodatek v 3 različnih višinah.
300, 230 in 130 evrov. Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za javne uslužbence, zasebne izvajalce. Solidarnostna pomoč v višini 150 evrov so prejeli upravičenci do starševskega dodatka, dodatka za nego otrok, družinski pomočniki in rejniki. Do enkratne socialne pomoči so bili upravičeni tudi starši in druge osebe, ki prejemajo otroške dodatke. Vlada je v paket pomoči vključila tudi študente, ki jim je izplačali solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Oprostitev plačila najemnin najemnikov poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Poroštvo Republike Slovenije je bilo dane za poroštvene obveznosti za banke in hranilnice, izdani so bili turistični vaučeri, dvignila se je povprečnina občine. Potrebno je poudariti, da so bili vsi proti korona ukrepi sprejeti tudi s pomočjo opozicije in da je bila večina predlogov opozicije vključenega v enega izmed 4 paketov ukrepov, ki jih je do sedaj sprejel Državni zbor. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da so ukrepi dobri in uspešni ter učinkoviti. Da so bili ukrepi uspešni, nedvomno kaže primerjava padca bruto domačega proizvoda pri državah Evropske unije in Evrope. Iz teh številk je jasno razbrati, da je Slovenija beležila manjši padec bruto domačega proizvoda kot druge države in da je bi lahko uvrstili med uspešnejše države. Za primerjavo, največji padec beležijo predvsem države, ki so turistično orientirane. Grčija, Španija, Italija, Francija. Slovenija se je odločila, da uvede turistične vaučerje, ki so se izkazali, da smo na nek način ohranili turizem v Sloveniji in s tem bistveno zmanjšali padec bruto domačega proizvoda. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da so bili vsi sprejeti ukrepi bistveno prijaznejši do ljudi in do gospodarstva kot v večini držav Evropske unije. Pomembno je, da se bonitetna ocena Slovenije v danem trenutku ni spremenila in da ostaja na isti ravni, kar je nedvomno dokaz, da je Slovenija na pravi poti v boju proti COVID-19. Pomembno je, da so najpomembnejši prihodki za proračun v zadnjih mesecih vračajo na višino planiranih prihodkov oziroma na višino prihodkov, ki je primerljiva z letom 2019 in da je finančni sistem stabilen. Kar vsekakor ni primerljivo za gospodarsko krizo v letu 2011. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da ni bojazni, da bi Državni zbor v naslednjih mesecih moral sprejemati ZUJF-2. V rebalansu proračuna se zagotavljajo dodatna sredstva predvsem za najbolj ranljiva področja, kot so gospodarstvo, sociala in zdravstvo. Zdravstvo bo z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z planiranim dobil več kot 200 milijonov dodatnih sredstev. Potrebno je poudariti še enkrat, da govorimo o rebalansu proračuna za leto 2020, kar pomeni uskladitev z dejanskim stanjem. 3 meseci so še pred nami za tem proračunom in vsekakor v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se ne moremo strinjati z nekaterimi poslanci opozicije, ki govorijo, da rebalans proračuna ni razvojno naravnan. O razvojno naravnanem proračunu bomo lahko govorili v naslednjih mesecih, ko bo v Državni zbor prišel spremenjen proračun za leto 2021. Ne moremo mimo dejstva, da je bil poleti sprejet večletni finančni okvir in zagotovljen rekordni znesek za Republiko Slovenijo za obdobje naslednjih 7 let. Republika Slovenija bo iz naslova večletnega finančnega okvirja Evropske unije prejela več kot 10 milijard evrov denarja. To so najpomembnejši viri, s katerimi lahko Slovenija zviša prihodke v proračun in zviša standard življenja.
Potrebno je zagotoviti projekte, ki bodo zagotavljali razvoj, imeli multiplikativni učinek na prihodke v proračunu Republike Slovenije. Hkrati bi pozval vse poslance opozicije, da resno pristopimo k uspešnemu črpanju evropskih sredstev, ki jih ima Slovenija na razpolago. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da so bili vsi ukrepi, ki so bili sprejeti, PKP1, PKP2, PKP3, PKP4, sprejeti za ljudi in za reševanje slovenskega gospodarstva. V Slovenski demokratski stranki smo prepričali, da je rebalans proračuna za leto 2020 verjetno do sedaj najbolj socialno naravnan in usmerjen proračun v zgodovini Republike Slovenije. Pomembno je, da smo za ukrepi, ki so bili sprejeti, pomagali ljudem, gospodarstvo, da se gospodarstvo ni zaustavilo, da imamo v Sloveniji danes delujoče gospodarstvo in da se prihodki v proračun postopoma iz mesec v mesec izboljšujejo. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da so vsi ti ukrepi, ki so bili sprejeti v letu 2020, odskočna deska tudi za pripravo spremembe proračuna za leto 2021, kjer je ključna zadeva, da imamo uspešno, učinkovito delujoče gospodarstvo, ki bo generiralo višje prihodke v proračun in da imamo stabilen zdravstveni sistem. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlog rebalansa proračuna podprli.